Trenutno sem sredi svojega ribnika, ki je poln morskih psov, piran in še veliko drugih smrtonosnih rib. Moj cilj je, da jih vse ujamem in odstranim. Počakaj, tukaj je ena. O, ujeli smo ga. O, moj bog, poglejte to, fantje. Že smo ujeli morskega psa in je ogromen, ampak to je samo eden od mnogih, fantje. Danes je moj cilj, da ujamem prav vsakega izmed njih, skupaj z vsemi drugimi ribami, ki bi lahko bile tukaj. Ampak najprej vam moram razložiti, zakaj. V zadnjih nekaj letih sem v to ribnik dajal najredkejše, najbolj smrtonosne in največje ribe. Ker pa lahko nekatere zrastejo do 12 čevljev dolžine, ta ribnik ni dovolj velik zanje in rastejo zelo, zelo hitro. Zdaj moram torej iti noter, jih vse ujeti in jih prepeljati v svoj povsem nov ribnik, preden bo prepozno. Ampak obstaja ena težava. To ni edini moj ribnik, v katerem so pošastne ribe, zato bomo v tem videu raziskali tudi moje 3 druge ribnike. Vsi ti ribniki vsebujejo ribe, ki so postale prevelike in jih je treba preseliti. Poleg vsega tega sem pred nekaj dnevi svojo punco poslal na misijo, da najde najbolj noro ribo, kar jih je mogoče najti, da jo dam v te ribnike. Na ta način bi lahko še povečali našo zbirko. Tako da res nimam pojma, kaj bomo našli. Mislim, da bi morali začeti z najmanjšim od 4 ribnikov in se postopoma premikati do največjega, ki ima največje ribe. Ta ribnik je tu pravzaprav najdlje, zato sem že skoraj pozabil, kaj je v njem. Počakaj, preden greš noter, sem dala nekaj rib v ta ribnik, niso zelo velike, so pa verjetno najredkejše od vseh rib, ki sem jih našla. Rezno? Kaj so nevarne? Ne vem, verjetno bomo izvedeli. No, s temi informacijami sem skočil v ribnik in začel loviti z mrežo in ni mi vzelo dolgo, da sem nekaj ujel. O, poglejte to, fantje, ujeli smo majhno klonsko noževko, to je res kul, fantje. Te ribe so kot mali vesoljivci. Nisem imel pojma, da je tukaj notri, ampak te ribe zrastejo veliko večje od te. On je še čisto majhen, žal je premajhen, da bi ga zdaj odnesel v novi ribnik. Čeprav je bila ta riba res nenavadna najdba, to ni tisto, kar iščemo. Zato sem ga izpustil in nadaljeval z lovljenjem z mrežo, da vidim, kaj še lahko ujamem. O, nekaj velikega čutim. O, neverjetno, poglej to. Dobili smo svojo prvo pošastno ribo v videu in to je rdečerepi som. Kot veste, ti fantje zrastajo ogromno in so daleč moje najljubše ribe. Mislim, da imam celo enega na svoji kapi. Tega fanta je bilo pravzaprav precej lahko ujeti. Ampak vem zagotovo, da imamo v ribniku s plenilci nekaj precej večjih in ti se bodo veliko bolj borili. Zdaj, ker danes predstavljamo toliko velikih rib, sem moral celo najeti kombi, da jih vse pripeljem v novi ribnik. Ja, ta video bo nor. Ko smo prvo pošastno ribo uspešno spravili v kombi, sem se vrnil v ribnik, da poskusim ujeti še kakšno. Oh, čutim toliko rib tukaj noter. To ni dobro, fantje. Pravzaprav me je res strah videti, kaj si dal sem noter. Oh, nekaj me je pravkar zadelo po nogi. Mislim, da sem jo ujel. Ni mogoče, poglejte to. Ujeli smo ogromnega albino oskarja. To je res noro. Fantje, obožujem oskarje, ampak mi res ni všeč, kako sluzasti so. To je tako ogabno. Au, au. Zdaj pa, res kul stvar pri tem videu je, da bomo videli veliko rib, ki smo jih ujeli v preteklosti in videli bomo, kako velike so postale. Mislim pa, da bi vojska oskarjev izgledala res kul v novem ribniku, zato jih dajmo v kombi in poskusimo ujeti še kakšno. Do zdaj smo ujeli nekaj res norih rib, ampak to, kar smo našli naslednje, je bilo daleč najbolj redko. O, ujeli smo ribo, je pa sploh ne prepoznam. Helena, si ti to dala sem noter? Počakaj, je to delfin? O, moj bog, Helena, nisi se šalila, ko si rekla, da so tukaj redke ribe, fantje. Ta se imenuje riba delf in lahko vidite, zakaj ji tako pravijo. Izgleda točno kot delfin. Na kanalu smo jih ujeli le nekaj do zdaj, ampak ta je zagotovo največja, kar sem jih kdaj videl. Au, 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 v redu. Pa še pozabil sem omeniti, da so električne. Tako da me dobesedno zdaj le strese, ker je tako majhen, ga seveda ne bomo dali v novo ribnik. Zato ga bomo dali v to vedro in ga bomo dali v enega od mojih akvarijev. Tako bomo poskrbeli, da ga ne bo kdo pojedel. Ne hečam se, res me je močno stresel. Že prej so me stresli delfini, ampak so bili veliko manjši od tega, mislim. Ker je bil tako velik, je bil tudi njegov šok veliko močnejši. Dobesedno ne čutim svojih rok. Potem mi je Helena povedala, da delfin sploh ni bila najredkejša riba v ribniku, zato sem raziskoval naprej. Da bi ugotovil, kaj je še tukaj notri, poglejte to. Fantje, zdi se, da imamo tukaj še nekaj rib. Te se dejansko imenujejo papagajski ciklidi. Te smo dejansko dali sem pred nekaj leti, zato je res super videti, kako veliki so postali. Žal pa niso dovolj veliki, da bi jih dali v novi ribnik. Tako da jih bomo izpustili, ampak to je res kul. Opa, kaj je bilo to, fantje? Pravkar sem tam spodaj videl ogromno albino ribo. Ja, kot lahko vidite, sem bil res navdušen, da bi ugotovil, katera riba je to. Ker če je redkejša od delfina, mora biti nekaj norega. O, nekaj me je pravkar napadlo. Au, o, šlo mi je med noge, kaj za vraga je to? O, mislim, da jo imamo. Ni mogoče, poglej to.
To je zdaj majhen mladič sladkovodnega morskega psa. Čeprav jim pravijo morski psi, je to v resnici le vrsta somov. Toda tisto, kar jih naredi res nevarne, je to, da lahko plavajo izjemno hitro in če trčijo vate, ti lahko povzročijo resne poškodbe. In mislim, da mi je ta pravkar prerezal nogo, ampak to ni nič, fantje. Imamo jih še v drugih ribnikih, veliko večje od tega in jih bo veliko težje ujeti. Zato sem ga dal v kombi, potem pa so se stvari začele odvijati. Ribe sem lovil eno za drugo. Fantje, ali je to piranja? Iskreno nimam pojma, kaj je to, ampak medtem ko sem lovil vse te ribe, smo naleteli na nekaj izjemno nevarnega. Kaj za vraga je to? O moj bog! Bodi previdna s tem. To je eno od tistih, ki sem jih dala sem noter in tip, od katerega sem jo dobila, je rekel, da mu je dobesedno odtrgala 2 prsta. In tega mi nisi povedal, preden sem šel v ribnik? Se šališ? Zdaj? Pravzaprav vem, kaj je to. Temu se reče irvini som in to je zagotovo največji, kar sem jih kdaj videl. Zdaj po videzu sodeč, sklepam, da misliš, da je ta riba odgriznila tiste prste, bodisi z zelo ostrimi zobmi ali s temi izjemno ostrimi bodicami po celem telesu, ampak v resnici ni bilo nič od tega. Vidiš, te ribe so znane po tem, da imajo izjemno močne bodice ob straneh telesa. Tako močne, da ne glede na to, kako močno vlečeš ali pritiskaš nanje, se ne bodo premaknile. Torej, če ti prst zaide med te bodice, ga ne boš več spravil ven. Ta stvar je res ogromna. Kje si jo našel? Na neki sumljivi spletni strani, ampak nadaljuj, ker še vedno nisi našla najredkejše. Se šališ? Kako je lahko kaj bolj redkega od tega? Ja, iskreno, ne vem, kako bi lahko bilo še bolj noro kot to. Ampak prej sem videl tisto skrivnostno albino ribo in moral sem ugotoviti, kaj je. Zato sem ogromnega urvinija spravil v kombi in nadaljeval iskanje. Ojoj, fantje, imamo problem. Pravkar sem našel kačjo kožo in če se spomnite, je bil ta ribnik včasih poln kač. Mislil sem, da smo jih vse odstranili, ampak očitno jih nismo. Tako da zdaj paziti ne samo na ribe, ampak tudi na kače. O, vidim še eno ribo. Počakaj malo, je to še en delfin? Niste mi povedali, da je tukaj še eden. Ta je precej večji. Fantje, to je zdaj res noro. Potem, ko me je prvi šokiral, me je zdaj malo strah držati te živali, pa še ta je veliko večji. Prosim, 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 jaz sem prijazen, ne šokiraj me. Wow, poglejte, kako je velik, to je res kul. Au, o moj bog. To pa ni v redu, to ni dobro. Tega se ne bom dotikal. Fantje, oprostite. Poskusili ga bomo zajeti v vedro. Tako ja, tako je prav. No, fantje, to sta za zdaj že 2 delfina. Upam, da v tem ribniku ni več nobenega, ker me ves čas strese elektrika in res boli. O, ujeli smo še eno ribo. Saj se hecaš, koliko si jih dal sem noter? Ne vem, malo sem zgubila štetje. Mogoče je ta malo bolj prijazen. Ne strese me, ta je v redu. Au, okej, dovolj imam. Ne bom ga več prijel, ne vem zakaj. Dal sem mu priložnost. Mislil sem, da je prijazen, ampak ni, zato pojdi v vedro. Upam, da je to zadnji delfin tukaj. No, potem, ko so me delfini večkrat stresli. Vrnil sem se v ribnik in nenadoma sem opazil nekaj velikega in takoj sem vedel, kaj je to. Ni mogoče, je to res tisto, kar mislim. Fantje! Prepričan sem, da imamo v mreži Paribo in je ogromna. Ne morem verjeti. Helen, kako si jo našla? Te ribe so izjemno redke in so dejansko ena od 7 vrst somov, ki jedo ljudi na svetu. Zrastejo do 12 čevljev v dolžino. So največji somi, ki živijo v reki Amazonki. Ne morem verjeti. Dobesedno se tresem. Poglejte, kako bleščeč je. Ta riba je tako lepa. Fantje. In kot sem rekel, so izjemno redke. Še redkeje pa je najti tako veliko, ker jih je zelo težko obdržati v ujetništvu. To je res noro. To mora biti najredkejša riba, ki si jo dal sem, kaj ne? Ne, pravzaprav obstaja še ena riba, ki je še redkejša, tako da moraš nadaljevati. Ni možnosti, da bi ga spravili v najeti tovornjak in očitno bomo zdaj nadaljevali. Ko sem se vrnil v ribnik, sem se spomnil, da sem prej videl tisto skrivnostno albino ribo in to je morala biti riba, ki sem jo iskal. Tako sem previdno obhodil ribnik in kmalu sem jo našel prav tam. Fantje, mislim, da jo vidim. To ribo sem iskal. Ves ta čas in nimam pojma, kaj je, ampak edini način, da izvem je, da jo poskušam ujeti. Prosim, povejte mi, da jo mreži. Ja, ujeli smo jo. Ni šans, poglejte to. Ujeli smo fantomskega rdečerepega soma in je ogromen. Ja, kot lahko vidite, sem bil dobesedno brez besed. Tukaj, poglejte. Prej smo ujeli rdečerepega soma in povedal sem vam, da so mi te ribe najljubše. No, ujeli smo še eno, ampak ta je bila posebna. Ta se imenuje fantomski rdečerepi som. In za razliko od drugih rdečerepih so ti popolnoma beli, kar jih naredi izjemno redke. To je noro, res. To je zagotovo najredkejša riba, ki smo jo do zdaj našli. Ampak malo me je strah vprašati, koliko to stane. Nekje 2000. $2000.
Ja, ampak to ni nič v primerjavi s tem, kar sem kupila za druge ribnike. Se šališ? No, očitno bomo tega tipa dali v najeti kombi skupaj z vsemi drugimi pošastnimi ribami, ki jih peljemo v novi ribnik. Zdaj pa je čas, da gremo naprej na naslednjega, ki je mimogrede poln pirani. Čeprav ta ribnik ni največji, je še vedno poln rib, ki jih bomo preselili v novi ribnik. Tako sem takoj skočil noter in začel z iskanjem. O moj bog, tukaj je trenutno toliko pirana. To verjetno ni dobra ideja. O, tam je ena velika. Mislim, da ga imamo. O moj bog, je ogromen. O, tukaj jih je še več. O moj bog, te ribe so trenutno tako močne. Počutim se, kot da se borim s pravim morskim psom. Ne vem, kaj naj naredim. Mislim, da jih imamo več v mreži. Fantje, o Jezus, o ne, bežijo. Ne, imam ga. Fantje, vsi so pobegnili. Imel sem jih 5 v mreži, ampak enega sem uspel zgrabiti. Umiri se, prijatelj. Fantje, saj sem vam rekel, ta ribnik je bil poln piranj, poglejte to. Takoj smo ujeli enega in ima izredno ostre zobe. In prav zato ti fantje ne bodo šli z nami v novo ribnik. Vidite, znani so po tem, da so zelo agresivni do drugih rib. Tako da bomo pravzaprav vse piranje obdržali v tem ribniku in naredili iz njega piranji ribnik. Ampak za zdaj jih moramo vse odstraniti. Tako bomo lahko ujeli vse ostale ribe, ko bo en paku odstranjen. Še naprej sem lovil z mrežo in takoj sem ujel nekaj drugega. Kaj je to? O moj bog, fantje, mislim, da je to velik albino. Garami. Pravzaprav nisem imel pojma, da je bil tukaj noter, ampak to je kar kul, vem. Vem zagotovo. Imamo enega v plenilskem ribniku in je približno 3-krat večji od tega. Ampak tega tipa bomo zagotovo pripeljali v novi ribnik, zato ga spravimo v najeti kombi in nadaljujemo z raziskovanjem. Ko sem nadaljeval, so postajale piranje zelo agresivne in so začele napadati. Joj, mislim, da me je ena pravkar ugriznila. O, tam je, prav tam. Poglejmo, če ga lahko ujamemo. Ta je velik. Fantje, o moj bog, poglejte, kako velik je ta paku, fantje. In kot lahko vidite, je ta albino, kar ga naredi veliko bolj redkega. Ta tip ima res zelo ostre zobe, tako kot njegov bratranec piranja, in prepričan sem, da mi je pravkar odgriznil kos noge. Torej bomo tega tipa hitro odstranili iz ribnika in poskusili ujeti še ostale. Pazite, v tej mreži imamo veliko rib, poglejte to, fantje. Imamo še enega velikanskega pakua in videti je, da smo ujeli tudi nekaj oskarjev. Ker želimo oskarje preseliti v nov ribnik, jih moramo ločiti od pakua. O moj bog, ti oskarji so tako sluzasti, to je ogabno. V redu, dajmo oskarje v to vedro. Tukaj imamo še enega. Notri greš. In nazadnje imamo še enega pakua. Mislim, da je ta največji do zdaj. Poglej, kako velik je, vendar zrastajo še veliko večji. Govorimo o 50 funtih, pa imamo še veliko več v ribniku. Torej, tega bomo dali skupaj z ostalimi, potem pa bomo poskusili ujeti še kakšnega. Pravkar sem ugotovil, da še nisi ujel največje ribe, ki sem jo dal sem noter. Resno? Kako velika je? Ne vem, ampak je kar velika, zato sem presenečen, da je še nisi videl. No, zdaj, ko vem, da je tukaj notri pošastna riba, sem si vse skupaj bolj podrobno ogledal in ni mi vzelo dolgo, da sem jo našel. Imam ga v mreži. O moj bog, kaj za vraga je to? Fantje, pomirite se. V redu, ni zadovoljen, fantje. Mislim, da je to velik hibrid tigraste lopataste ribe z rdečim repom. O, krvaviš. O moj bog, res je. Ja, saj sem ti rekel, da me je ugriznil. To pa zdaj ni dobro. Sprva sem mislil, da ta riba izgleda precej normalno, potem pa sem opazil nekaj norega. Nima oči, fantje. Ta riba je popolnoma slepa. Ampak predvidevam, da so mi res ne potrebujejo oči, ker imajo te izjemno dolge brke tukaj, ki jim pomagajo vohati hrano. Ampak to je res kul. To je zagotovo največja riba, ki smo jo do zdaj našli, zato gre zagotovo z nami v novo ribnik. Z novo ulovljeno pošastno ribo sem nadaljeval iskanje, da vidim, kaj še lahko najdem. O, kaj za vraga je to? O moj bog, fantje, tam je ogromen jegulja. O, dejansko vem, kaj je to. To tukaj je pegasta gorska jegulja in je res ogromna. Kot morda veste, je ta ribnik znan tudi kot skrivnostni ribnik. In v bistvu sem tja dal kup naključnih rib in sčasoma postane skrivnost, kaj je v ribniku. Ampak se prav spomnim, ko smo tega tipa prvič ujeli in ni bil niti približno tako velik. O moj bog, počakaj, poglej tja. Pravkar sem opazil, da imajo te stvari ogromne bodice. Skoraj sem se dotaknil tega. To bi vas res bolelo. No, očitno mu gre v tem ribniku zelo dobro in mislim, da če bi ga dali v novi ribnik, ga verjetno nikoli več ne bi videli. Tako da ga bomo kar izpustili. Se vidimo, prijatelj. O moj bog, nekaj me je pravkar ugriznilo, fantje. O, to je res bolelo. O ne, mislim, da krvavim. Fantje, prepričan sem, da me je pravkar ugriznil še en paku. Verjetno ne bi smel biti tukaj zdaj, ampak moramo spraviti vse te ribe ven. Kar zajemimo tukaj in poglejmo, kaj lahko dobimo.
O ne, mislim, da to ne bo dobro. Imamo veliko rib tukaj noter. O moj bog, to sta dva ogromna pakua. En navaden in en albino. V redu, umirite se, fantje, umirite se. Kateri od vas me je ugriznil? To ni bilo lepo. Poglejte to je noro. Sploh ne vem, koliko smo jih ujeli do zdaj, ampak jih je veliko. Ampak glede na to, kar sem pravkar videl tam noter, jih je še veliko več. Torej, spravimo te fante v hladilno skrinjo in gremo naprej. Ampak poglejte, kako ostri so njihovi zobje. Res upam, da me ne bo več kdo ugriznil. To je res strašljivo, fantje. Čutim, da mi toliko rib udarja ob stopala in katerakoli od njih je lahko še en paku. Zdaj bom tukaj res na veliko zajel in bomo videli, koliko jih lahko dobimo. O, mreža je res težka. Pazite, prosim. O, poglejte to. To je res noro. Vsakič, ko zajamemo z mrežo, ujamemo več pakujev. Počakajte malo. Ampak ta ni normalen. Poglejte to, fantje. To tukaj se imenuje tambaku in je največja vrsta pakuja na svetu. Te stvari lahko dejansko dosežejo do 45 kg, zato je to res redka najdba. Ampak to so še 3 pakuji več v našem ulovu. Bilo mi je jasno, da je ta ribnik poln teh stvari, ampak nisem imel pojma, da jih je toliko. Opažam, da mi veliko manj rib plava v noge, kar je dober znak. Vseeno pa vidim še nekaj, ki jih moramo poskusiti ujeti in ti izgledajo kot največji do zdaj. Au, v redu, o moj bog, oglej si tole. Mislim, da smo ga ujeli, fantje. Ni šans, da smo ujeli še 3. To je noro. Odkot so prišli vsi ti pakuji? Eno stvar pa vem zagotovo, imeli bomo res kul ribnik s piranhami. Potem, v ribniku bodo res samo ti pakiji in postali bodo ogromni. Mislim, da bomo potrebovali večjo kat. Fantje, nisem pričakoval, da bomo v tem ribniku našli toliko pakijev. To je noro, res je do roba polno teh stvari. In to še ni bilo vse. Mreža za mrežo smo našli vedno več pakijev, a na koncu jih nismo več lovili, kar pomeni, da smo jih ujeli vse. Vendar je Helen rekla, da je v ribnik dala še eno ribo in bil sem odločen, da jo najdem. Mislim, da jo vidim. Nekaj albino je, poglejmo, če ga lahko ujamemo. O, neverjetno. Je to kiti som? To je res kul, fantje. To je eden največjih, kar sem jih kdaj videl, a zrastejo še veliko večji. Pravzaprav so ena od 7 vrst somov, ki jedo ljudi na svetu. Ampak da bi lahko zrasel tako velik, potrebuje večji dom, zato ga bomo odpeljali v novi ribnik. To je zagotovo ena mojih najljubših rib, ki smo jih danes ujeli. Tako da zdaj greš v kombi. Do tega trenutka smo ujeli že toliko velikanskih rib, ki jih bomo pripeljali v novi ribnik. Ampak še vedno nas čaka veliko dela, zato sem šel do 3. ribnika, da vidim, kaj vse lahko najdemo tam. Pravzaprav me je malo bolj strah iti v ta ribnik, kot v tistega, ki je bil poln piranji. In to zato, ker je ta ribnik dom številnim sladkovodnim morskim psom, zato moramo biti izjemno previdni. Ko sem vstopil v ribnik, sem ugotovil, da je v njem veliko več sladkovodnih morskih psov, kot sem mislil, in takoj sem enega ujel. O ja, enega imamo. Poglej to. Dobili smo svojo prvo ribo v tem ribniku in to je mali sladkovodni morski pes. Umiri se, prijatelj, umiri se. O moj bog, v tem ribniku je res ogromno rib. Ampak to je še vedno nič v primerjavi s 4. in zadnjim ribnikom, ki vsebuje nekatere največje ribe, kar jih boste kdaj videli. Zaenkrat bomo tega fanta dali v najeti kombi in poskusili ujeti še kakšno. Eno za drugo. Lovil sem vedno več sladkovodnih morskih psov in postajali so vse večji. Poglejte to, fantje. To je naš drugi sladkovodni morski pes in tukaj smo šele 5 minut. Človek, poglejte, kako kul je ta riba, fantje. Tudi malo je debelušen, dobro se hrani. O moj bog, v redu, ujeli smo ga. Hitro ga dajmo v najeti kombi, preden pobegne. Takoj zatem sem ujel še eno ribo, ampak ta ni bila morski pes. Kaj za vraga je to? O moj bog, fantje, to je še ena irvini som. V redu, pomiri se, pomiri se. Ta je veliko manjši od tistega prvega. Ampak kar je noro, je to, da je bil do trenutka, ko je Helena našla tistega velikana, to največji, kar sem jih kdaj videl, kar samo pokaže, kako ogromen je bil tisti drugi. Ampak čeprav je ta tip veliko manjši, sem prepričan, da bi ti še vedno lahko odgriznil prst. Zato se hočemo temu izogniti. Au, o moj bog, o moj bog, ti morski psi me napadajo. Mislim pa, da smo jih nekaj ujeli v mrežo. O ja, in to je velik. Poglejte tega velikana, fantje, prav, tukaj moramo biti zelo previdni. Mislil sem, da je bil tisti drugi velik, ampak ta je veliko večji. Me je pa popolnoma premočil in zunaj je trenutno zelo mrzlo. Tako da ja, zaradi tega nisem preveč vesel, ampak to je nekaj, kar moramo narediti. Vidite, ti morski psi lahko zrastajo več kot 1,80 m, ampak v tem majhnem ribniku ne bodo postali tako veliki. Zato moramo poskrbeti, da jih vse spravimo ven in jih preselimo v novega. V redu, prijatelj, gremo. Spravili te bomo v najeti kombi in nadaljevali naprej. Ko sem nadaljeval, so bile ribe vedno bolj divje in uspelo mi je ujeti najredkejšo ribo do zdaj. Mislim, da je to marmorirana dakora. To je res kul. Te ribe so zelo lepe. Mislim, poglej vzorec na njem.
Si jo ti dal sem noter? Ja, to sem mislil, ker se ne spomnim, da bi jo imel tukaj noter, ampak to je res kul. Na tej točki je bila voda v ribniku zelo motna in vedno težje je bilo najti ribe. O, nekaj vidim tam v tistem kotu. Mogoče bom poskusil to prijeti z rokami. Dobil sem ga. O moj bog, poglejte to, fantje. Dobili smo ogromnega albino pleka. Sploh nisem vedel, da je tukaj, ampak zdaj je res ogromen. Kar je res kul pri teh fantih je, da so praktično nepremagljivi. Imajo res trd oklep na zunanji strani telesa in poleg vsega tega lahko preživijo ure izven vode. Torej, to je pravi dinozaver. Ampak mislim, da je še malo premajhen, da bi ga preselili v nov ribnik, zato ga bomo kar izpustili. Se vidimo, prijatelj. Zdaj. Morda se zdi, da smo iz tega ribnika ujeli veliko morskih psov, ampak verjemite mi, tukaj jih je še veliko več. Torej, kar bom naredil je, da bom uporabil 2 mreži namesto ene, da podvojim svoje možnosti za ulov. In ta strategija se je očitno obnesla, ker sem takoj začel loviti veliko več morskih psov. Dajno, upam, da smo ga ujeli. Oglej si to, Helena. Ujeli smo jih toliko v eno mrežo. O moj bog, to je noro. Fantje, ujeli smo 4 v enem zajemu. Ker je ta ribnik tako velik in so ti morski psi tako hitri, jih je res težko ujeti, ampak mislim, da smo pravkar ugotovili, kako to narediti. To je noro. Prav, spravimo te fante v kombi. Tole se hitro polni in v ribniku s plenilci imamo še vedno veliko rib. Torej ja, ta video bo res nor. Enega za drugim sem odstranjeval vedno več morskih psov, vključno z velikimi in celo majhnimi, in zdaj je v ribniku ostal le še eden. In zdaj ga ne bo lahko ujeti, saj je ta riba zadnja in je videl, kako so ujeli vse njegove prijatelje, zaradi česar je postal res pameten, ker zdaj ve, da se mora izogibati mrežam. O, počakaj, mislim, da ga vidim tukaj v tem kotu. Daj, pojdi v mrežo. O ja, končno smo ga ujeli. Fantje, to je trajalo celo večnost. Ni čudno, da je bil ta zadnji. Poglejte, kako je agresiven. Ampak to so še vedno le 3 od 4 ribnikov. Naslednji pa ima najredkejše, najbolj smrtonosne in največje ribe od vseh. O moj bog, to je tako strašljivo. Tukaj je res toliko nevarnih rib, poglejte, tam je celo skat. Ja, kot lahko vidite, res nisem hotel iti v vodo, ampak moral sem, da bi ujel te pošasti. Tako sem previdno vstopil in začel iskati. O, tukaj vidim nekaj velikega. Daj, pojdi v mrežo. Mislim, da ga imam. Ni mogoče. Poglejte to, fantje. Že smo ujeli ribo in to je ogromen ribsov. Ta tip je kar velik, ampak dejansko imamo enega tukaj notri. Ta je dolg približno 1,5 metra in je izjemno agresiven, zato ga ne bo lahko ujeti. Ampak za zdaj bomo tega spravili v juhol in bomo videli, kaj še lahko najdemo. Nadaljeval sem z iskanjem in takoj sem opazil še eno ribo in bila je velika. Mislim, da sem jo dobil. Poglejte to, fantje. Ujeli smo ogromnega rdečerepca. Pomiri se, prijatelj, pomiri se, to je noro. Fantje, ta rdečerepec je dobesedno 4-krat večji od tistega prvega, ki smo ga ujeli. Ampak v resnici lahko zrastejo še veliko večji od tega. In hitro raste, zato ga moramo preseliti v novo ribnik. O moj bog, tako je težak. Fantje, komaj ga lahko dvignem. Poskusil bom spraviti tega fanta v juhol in zdaj bomo nadaljevali. Kot ste lahko opazili, teh rib ni bilo lahko ujeti in bile so izjemno agresivne. Ampak po še nekaj iskanja mi je uspelo ujeti še nekaj drugega. O, pazi, nekaj imam, nekaj velikega imam. Ta riba me je pravkar premočila. Nehaj, to je noro, fantje. Rekel sem vam, ko smo prej ujeli tisto manjšo, da imamo tukaj notri eno veliko in nisem lagal. Ta stvar je ogromna. To je največji gurami, kar sem jih kdaj videl. Au, o moj bog, v redu, Dajmo ga spraviti v najeti kombi, preden pobegne. Lovili smo ribe levo in desno, ampak največje, najbolj smrtonosne in najredkejše ribe so bile še vedno v ribniku. Zato sem nadaljeval z raziskovanjem, ko se je nenadoma to zgodilo. Čutim nekaj velikega je v mreži. Kaj je to? O, kaj za vraga je to? Fantje, imamo ogromno ribo tukaj. Poglejte to. Mislim, da je to ogromen hibridni som. Fantje, o moj bog. To mora biti največja riba, ki smo jo ujeli do zdaj. In kar je res kul pri teh ribah je, da so mešanica med rdečerepim somom in tigrovim lopatastim somom. Te ribe so zelo agresivne. Pravzaprav me je ta som že nekajkrat ugriznil, zato je kar strašljivo držati ga. Neto sem tega velikana dodal v najeti kombi skupaj z vsemi drugimi ribami, potem pa smo se vrnili v ribnik in stvari so postale še bolj strašljive. Helena, te ribe mi trenutno rojijo okoli nog. Kaj naj naredim? O ne, tam je skate. O, prihaja bližje, to ni dobro. V redu, bom kar poskusil ga ujeti, pridi v mrežo. O, mislim, da smo ga ujeli. Poglejte to, fantje, imamo svojega sketa. Ne vem, kaj se je tam zgodilo, ampak nenadoma so me ribe začele obkrožati. In če bi me ta sket pičil, bi pristal v bolnišnici. Tako da je dobro, da smo ga odstranili. Vendar pa še nismo na varnem, ker je tukaj še eden, zato moramo biti pozorni nanj.
Po previdni odstranitvi skata sem se vrnil v ribnik in začeli smo loviti vedno več rib, ki so bile vse redkejše. O moj bog, kaj za vraga je to? O, Helena, to mora biti ena izmed tistih, ki si jih ti dala sem, ker se ga ne spomnim. Mislim, da je to kanalni som in kot lahko vidiš, je albino, kar ga naredi še veliko bolj redkega. Mislim, da še nikoli nisem videl albino primerka, še posebej ne tako velikega. Kot si lahko opazil, je šlo vse kar dobro, potem pa se je nenadoma vse obrnilo na slabše. O moj bog, ribe so ponorele. V redu, mislim, da sem ga prestrašil, ko sem skočil noter. O, prihaja morski pes, gre naravnost proti meni. Spravite me ven, spravite me ven. Ena za drugo so ribe švigale po ribniku in trčile vse, kar jim je prišlo na pot. O ne, fantje, to ni dobro. Mislim, da je ena od rib pravkar priletela v ribnik in naredila ogromno luknjo. Prišlo je do res hudega puščanja. Voda zelo hitro odteka. Verjetno je bil to morski pes, ki je priletel naravnost v steno. No, to zdaj pomeni, da moramo te ribe ujeti še hitreje, ker kmalu tukaj ne bo več vode in ribe bi lahko poginile. Dajmo, fantje, poskušam vas rešiti. O, v tem kotu je veliko rib, poglejmo, če ga lahko ujamemo. Mislim, da smo ga ujeli. O moj bog, poglejte to, fantje, ujeli smo še enega ogromnega rdečerepca. Počakaj, v mreži je še ena riba. Kaj je to? O, to je aravana, poglejte to, fantje. Dobili smo rdečerepca in aravano v eni mreži. Mislim, da je ta rdečerepec celo večji od tistega drugega, kar je noro. Te ribe so ogromne in mislim, da je to naša prva aravana v tem videu, kar je res super. Ampak točno to smo potrebovali. Tukaj je še vedno toliko rib. Kot sem rekel, smo zdaj časovno omejeni. Torej, dajmo te fante spraviti v najeti kombi in poskusili bomo ujeti še več. O, nekaj me je pravkar zadelo po nogi. Tam je, poglejmo, če ga lahko ujamem. O, imamo ga. Kaj za vraga je to, fantje? Izgleda kot ripsausom, ampak zagotovo ni. Helena, si ti to dala sem noter? Ja, ampak sem pozabila, kako se imenuje. Kupila sem ga na neki sumljivi spletni strani. Aha, v redu. Očitno imamo prvega skrivnostnega soma v videu. Če veš, kaj je to, napiši spodaj v komentarje. Ampak je res velik, tako da gre zagotovo z nami v novo ribnik. Mislil sem, da je tista riba velika, ampak takoj zatem sem prvič videl pošastnega ripsava in takoj sem vedel, da imam težave. Fantje, ta stvar je ogromna. Od zadnjič, ko sem ga ujel, je zagotovo zrasel in že takrat se je noro boril. Iskreno nimam pojma, kako ga bomo ujeli iz tega ribnika. Ampak o tem zdaj ne moremo razmišljati, ker imamo še veliko drugih rib, ki jih moramo spraviti ven. V tem trenutku je bila luknja vedno večja in voda je hitro odtekala. Zato sem začel naključno zajemati z mrežo in uspel sem ujeti še enega albino somiča in celo albino arovano. Mislim, da je to največja albino arovana, kar sem jih kdaj videl. To je res noro. A takoj zatem mi je uspelo ujeti še eno ribo in bila je največja do zdaj. O, kaj za vraga. O, moj bog, sploh nisem vedel, da imam ribo. Fantje, o, ta stvar je ogromna, resno, fantje. Mislim, da je to morda druga največja riba v ribniku, zato je res dobro, da smo ga pravkar ujeli. To je še ena hibridni som in je mešanica med tigrovim lopatastim somom in marmoriranim dakaro in je zagotovo ena najlepših vrst somov na svetu. Mislim, poglej vzorec na njem, to je res kul. No, še ena pošast manj v ribniku. Zdaj bomo tega fanta dali v najeti kombi in bomo videli, kaj še lahko ujamemo. Ko smo nadaljevali, sem uspel opaziti drugo skate, vendar ga ni bilo lahko ujeti. O ne, pobegnil je. Fantje, ta stvar je tako hitra. O, tam je, prav tam. Daj, pojdi v mrežo. Ja, mislim, da smo jo končno ujeli, fantje. Ujeli smo drugo skate. Bilo je strašljivo biti v tej vodi z njim, saj sem vedel, da me lahko vsak trenutek piči. Poglejte to, prav zdaj me poskuša pičiti. To je res strašljivo. Prav vidim njegov bodič, ki je poln strupa. Zato moramo biti izjemno previdni, ko ga prijemamo. Varno sem ga dal najeti kombi, nato pa sem opazil še kup rib, ki so bile ena ob drugi. Moral bi biti hiter, če bi ga hotel ujeti. Oh, mislim, da sem ga ujel. Oh, to je velika riba. Fantje, sprostite se, ni mogoče. Mislim, da imamo dve ribi v tej mreži. Videti je kot dve veliki ripsausomi. Poglejte, kako veliki sta ti stvari, fantje. Au, o moj bog. Oh, pravkar me je močno porezal. Te ribe se nikakor nočejo umiriti in s temi rezilno ostrimi plavutmi je dobesedno, kot da bi poskušal prijeti motorno žago. Če je tako težko ujeti majhno, kako bo sploh mogoče ujeti veliko? Iskreno, nimam pojma. Ja, kot lahko vidite, sem bil kar precej živčen. Ampak bili smo tako blizu, da bi vse ribe spravili ven. Zato sem začel uporabljati dve mreži, da bi povečal možnosti za ulov. Oh, enega sem ujel. Oh, in tukaj je še eden. Ni šans. Fantje, pravkar smo ujeli dve pošastni ribi. O moj bog, to je noro. Pomirite se, fantje, to je delovalo odlično, res. Dobili smo še enega velikega albino soma in še enega velikega rdečerepca.
Mislim, da če to strategijo uporabimo še nekajkrat, bi morali uspeti spraviti ven prav vsako ribo. Tako sem tudi naredil in takoj sem ujel velikega albino morskega psa, marmoriranega dakaraja in nekaj albino oklepnih somov. In zdaj je trenutek, ki ste ga vsi čakali, in trenutek, ki sem se ga bal, fantje. V ribniku je ostala samo še ena riba, in to je ogromni ribso. Resnično se tresem zdaj, fantje, to je strašljivo. V redu, samo naredil bom to, skočil bom noter in ga ujel, upam, da me ne ubije. Kje sploh je? Ne vidim ga, fantje. Tudi težko ga je spregledati. Mislim, da se morda skriva, tam zadaj ga ni. V redu, to je malo strašljivo. O, tam je, fantje. Tukaj je majhna jama in sedi v njej. Mislim, da je moj načrt, da ga bom poskušal potisniti v to smer in upam, da zdaj ne bo ponorel. Očitno to ne bo lahko, glede na to, kako velika je ta riba. In da bi bilo še huje, so bile moje mreže premajhne, da bi ga ujel, zato sem se odločil, da poskusim z rokami. In po številnih neuspešnih poskusih sem ostal samo še z več poškodbami. Zato sem v zadnjem poskusu prijel svojo mrežo in šel za njim. Mislim, da sem ga ujel. O ja, v to mrežo zagotovo ne bo šel. O, pazi, pazi! O, moj bog! Ta stvar je res prikupna. Napada me! Kje je? Ga še imamo v mreži. O, je še vedno v mreži. Imam ga! Imam ga! V redu. V redu. Mislim, da se je zdaj pomiril. O, nič, ni miren, ni miren. V redu, poglejte te bodice. So izjemno ostre in res se trudi, da bi me z njimi porezal. Če mislite, da ne izgleda tako velik, naj vas spomnim, da sem visok skoraj 190 cm in sem ga komaj držal, ampak ujeli smo ga. To je bil najtežji del. Zdaj moramo samo še poskusiti spraviti ga v najeti tovornjak, kar je zdaj prav tako najtežji del. Kot lahko vidite, to ni bilo lahko, ampak na koncu mi ga je uspelo spraviti v U-Haul, skupaj z vsemi drugimi ribami, ki jih peljemo v novo ribnik. Zdaj, ker je tukaj za tisoče in tisoče dolarjev vrednih rib, vključno z nekaterimi največjimi in najredkejšimi ribami na svetu. Moramo poskrbeti, da varno pridajo tja in da ne skočijo ven, zato imam tukaj svojega prijatelja Sergeja, da mi pomaga. Počakaj, kaj pa jaz delam? Torej, v bistvu boš šel sem noter v tovornjak, ja? In samo ostal boš tam notri. In pazi, da ribe ne skočijo ven, ampak bodi previden, ker so ribe smrtonosne. Smrtonosne. Prijatelj, rekel si, da bova selila pohištvo. To ni pohištvo. Daj no, samo pojdi noter. Ne bom tega naredil. Si resen, stari. Pridi nazaj, pridi nazaj. Po nekaj prepričevanja mi je uspelo prepričati Sergeja, da mi pomaga. Tako je šel v zadnji del tovornjaka in odpravili smo se proti novemu ribniku. Mami, spusti me ven odstod! Drži se močno, Sergej. Čaka nas 1 uro dolga vožnja, zato se udobno namesti. Je pravkar rekel, da bomo tukaj 1 uro. Prav? No. Prosim, ne vozi prehitro, nočem pasti v ta ribnik, poln rib, dobesedno me bojo ubile. Ne skrbi, vozil bom res počasi. V redu, premikamo se, gremo nekam. Stari, tukaj je večje! Stari! Hudiča! Stari! Hudiča, zdaj gremo kar hiter. Bobby, slow down! Dude, stop! Bobby! What the heck was that? No, it's in the water! The water's coming out! Oh my god! Dude! O, prav, fantje, končno smo prišli. O, živjo, Sergej, živjo. Kakšna je bila vožnja? Ni bilo dobro. Zakaj? Zakaj si ves moker? Ker voziš kot nor. So ribe v redu? Ribe, stari! Moral bi vprašati, če sem jaz v redu. Skoraj sem umrl. No, so ribe v redu? Ja, stari. Ribe so odlične, v redu, popolno. Prav, ribe so varno prispele sem. Zdaj jih moramo spraviti v ribnik. Eno po eno. Vse pošasti smo dali v ribnik, vključno z vsemi sladkovodnimi morskimi psi, vsemi različnimi vrstami somov in vsem drugim, kar si lahko zamisliš. Previdno. Težak je. Res je težak. Evo gre, o moj bog, pošastni rdečerepec. O, kako dobro izgleda tam noter. No, fantje, to je bila zadnja riba. Zdaj imamo uradno najbolj nor ribnik na YouTubu, poln pošasti. In zdaj mislim, da nam preostane le še ena stvar. Prijatelj, nekaj me je zadelo! Ribe napadajo! Bog, spravi me ven!
Če vam je bil ta video všeč, prosim kliknite všeček, se naročite spodaj in se vidimo v naslednjem videu. Adijo.